Pozdravljeni, z vami sem Inga Gantar in danes bomo govorili o obilju. Biti naravnan na frekvenco obilja, na vibracijo vsega dobrega. Dejstvo je, da se zunaj že prebuja pomlad. In se pravi, nekje noter v koreninah se že nekaj dogaja, nekaj se že čuti se v zraku, ptički že vejo, da prihaja pomlad. Se pravi, prihaja nov razcvet. No in dejstvo je, da mi ljudje smo pa po večini naravnani na pomanjkanje. In prejšnji teden je bilo tako zanimivo, ker očitno sem zbrala res zanimiv datum, in sicer ob polni luni, ampak še pomislila nisem na to, pač treba je za davčno urediti zadeve in je bilo treba urediti vsa plačila, da vse štima, pač konec leta je bilo, no. In tam, kjer nisem našla pač plačila, ker včasih, če naroči ena Micika, pa plača pa Janez, pač ne najdem včasih kakšnega plačila in sem poslala, če mi lahko ljudje pomagajo. Da bi vi videli, kakšne reakcije sem dobila nazaj. Očitno sem ob polni luni pritisnila na točko, ki pri mnogih najbolj boli. In to je, ne vem, denar. Ja, ne vem, denar. Denar. In dejstvo je, da enkrat, to vam moram povedati, nisem bila v okviru podjetja Neolife, ampak v okviru enega druga podjetja na enem usposabljanju. In bil je en predavatelj, ki je imel naslov predavanja, je bil, kako priti do mojega denarja v tvojem žepu. Wow. Kako lahko sploh daš tak naslov? In dejansko zanimiv pristop, ker je govoril samo o manipulaciji. In dejstvo je, da pač jaz tega ne podpiram. Absolutno ne podpiram. Dejstvo pa je, da vsi rabimo denar. Aha, še prej. Kako je začel to predavanje? In to mi je bilo pa sicer zanimivo. Rekel je, dajte vzeti ven svoje denarnice in pokažite, koliko imate denarja v denarnici. In določeni ljudje, ki vem, da so živeli kar v pomanjkanju, pač imeli so res izziv glede denarja, vem, s kakšno težavo so potegnili tistih nekaj bankovcev ven. Tako, dobesedno je bilo skoraj tako, tak občutek je bil, daj dol hlače pa pokaži, kakšno spodnje perilo nosiš. Dobesedno tako. A veste, da te nekdo preseneti in imaš lahko raztegnjene hlačke ali karkoli na sebi, ni prijetno. No, in vam povem, da denar je zanimiv. No, pa leta kasneje, ko sem imela eno predavanje, pač takrat sem bila še vodja skupine in sem pripravljala, prišla sem do zaključka, da uspeh v poslu ni povezan s tem, koliko je nekdo, ne vem, sposoben, ker jaz sem videla potencial v človeku, ampak je povezan z njegovim programom. In sem napisala, pripravljala sem predavanje, pol so bili pa otroci pri kosilu, pa sem jim prebrala vse skupaj in sem rekla: otroci, prva stvar, ki vam pade na pamet, ko jaz rečem denar je ali pa moje roke so, a ne, prva misel. In sem rekla, moje roke so, pa so odgovorili lepe, pol pa pridemo, denar je dober, pridemo do bogataši, bogataši so vse tri barabe. Halo? Kje ste to pobrali? Se pravi, nekdo, ki ima denar, je baraba. In dejstvo je, da to je nekje na nezavednem pri mnogih ljudeh. Po drugi strani pa, otroci so gledali risanke in v risankah so bili v bistvu prikazani ti ljudje, ki so imeli denar, pač kot nekdo, ki je nepošten, ki je prišel s prevaro do denarja. No, in ta zapis glede denarja ga imamo vsi po svojih prednikih. In po večini naši predniki so pač živeli iz rok v usta. Mnogi niso imeli, nekje je bila revščina, prav revščina. In če ste odraščali v revščini, pomeni, da imate velik izziv v tem življenju, da si pač prepišete denarni zapis na obilje.
Zdaj pa kako to narediti, ker če si programiran na pomanjkanje, če imaš od otroštva manj poslušaš, da kdor ima denar, je baraba in tako naprej. In naslednja stvar, da si ne znaš postaviti cene. In to je zdaj druga stvar. Poznam kar nekaj takih prijetnih dam, ki rečejo, jaz lahko vse zastonj naredim, vse lahko šenkam. Ja, prav. Imaš program prostitucije. In če imaš v svoji podzavesti program prostitucije, pomeni, da se v bistvu razdajaš, ki bi se zaračunala to svoje razdajanje, ne? In dobro, jaz se tudi to učim, veste, da na tem mislim, da je pa ona pa pametna. Vse to sem imela za predelati. Zakaj vam o tem govorim? Leta nazaj, vem, da mi je vsakič, ko sem dobila položnico, me izvil v želodcu. Vsakič. Spet. Kaj če bom imela premar, kako bom plačala, pa imamo toliko stroškov, pa tako naprej. Dejstvo je, da sem morala ta star program dati stran, strah glede pomanjkanja, in ga nadomestiti z novim, vedno imam dovolj denarja. Zdaj pa kako to narediš? Jaz sem šla po drugi poti, kot vam svetujem, zaradi tega, ker tega orodja še nisem poznala. Ampak prva stvar je, potrebno je ozavestiti, kakšne programe imamo glede denarja. In prva stvar, preizkusite z mišičnim testom, če nosite v svoji podzavesti, programirana sem na pomanjkanje. Prav preverite to. In zdaj, če jaz ta trenutek preverim, programirana sem na pomanjkanje, ne. Denar pokvari ljudi, ne. Jaz sem res prepričana v to, da denar ima lahko nekdo, ki lahko z njemu potem naredi še več dobrega. Zaradi tega, ker je denar, je energija, je snov, je v bistvu nekaj, kar je za med ljudi, kar je za obračati. In zdaj poglejte, če imam ta temeljni program glede preživetja, ki je povezan s korensko čakro, imam težave, kaj se bo zgodilo. V življenju iščem varnost. Zdaj pa kaj se lahko zgodi? Lahko iščem varnost na ta način, da bom vedno morala imeti določen denar na banki, da bom imela občutek, da sem varna. No, jaz tega ne rabim. Meni to ni pomembno. Jaz verjamem in tudi vem in tudi tako se mi dogaja, denar vedno pride. Ampak res sem prepričana v to. Denar vedno pride, tako ali drugače, enostavno denar je. Tako da ni, da sem obremenjena s tem, kaj pa če ne morala, kaj pa če bo premalo, kaj pa če ne bomo imeli. Vse je. Seveda, zdaj pa od kje naprej izvira. Strah glede preživetja je pogosto povezan z dušnim spominom na zadnje življenje. Prav zadnje življenje, če ste v zadnjem življenju živeli pomanjkanje, boste v tem življenju imeli prvo točko za narediti, zaživeti v obilju. Zdaj pa pomislite, da se človek naravna na vibracijo obilja, mora začeti opazovati, kje opazi obilje. Ker glejte, če vas futrajo te novice, tam je prikazan, česa ni, kje je pomanjkanje, kje je katastrofa, kje je potres, kje je vulkan, kje je cunami, kje je vojna. Se pravi, vse to je povezan s pomanjkanjem. In če še vedno to gledate, pomeni, da se avtomatično uskladite s to vibracijo pomanjkanja. Zato jaz novic ne gledam. To me ne zanima, kar je pomembno, tako pride do mene, zaradi tega nisem nič bolj srečna, če ne vem, koliko jih je po svetu umrl, se zgodi življenje, ampak enostavno sem se odločila, ta del mene ne šofira več. Druga stvar pa, usmerjam pozornost v to, kar je. Recimo, ko, grem na sprehod, vidiš 1000 stvari, kaj je. Če že samo pogledaš vodo, takoj pod hišo dol teče reka Sora, in vam povem, tam je vedno obilje. Voda je čisto obilje, ampak res obilje. Če pogledaš zdajle, ko bo začel zeleneti drevesa, ko bojo začela zeleneti, a lahko preštejete listje? Ga ne morete, ker je obilje, ker je dovolj kot listja in trave. A veste? Ma denarja kot listja in trave, se pravi neskončno.
Dajte pomisliti, kaj vse je naravnano na obilje. Narava. Narava, ko začne poganjati, ne vem, samo čez en šop vode ali trave pogledaš, kako puhti ven. Obilje. Povsod je. Pogledaš zvezde, obilje. Če bi lahko videli molekule zraka, obilje. Veste, to je tako obilje, ko pada dež. Jaz rečem, wow, obilje pada. Ko pada sneg, snežinke, čisto obilje. Če priprete oči in lahko vidite sončne žarke, vidite obilje. Sploh ne vem, zakaj smo tako močno programirani na pomanjkanje, ker dejstvo je, da imamo vedno zagotovljen naslednji vdih. In zanimivo je, da nihče izmed nas ne razmišlja, kaj pa, če ne bom imel zraka? Kaj pa, če ne bo zraka, pa ne bom mogla vdihati? To nihče ne razmišlja. Ampak, kaj pa, če ne bom imela hrane? To je pa zdaj že neko programiranje, ker je možno, da v enem od življenj sem umrla od lakote in zdaj bom požrla vse, kar mi pride pod roke. Seveda je možno tudi to, ampak se lahko odkodiram. No, zdravilna molitev dekodiranja, ta meditacija. Enostavno počistite podzavest, kar se tiče pomanjkanja, in zdaj kako pa začeti kreirati zdaj ta vaše obilje. Prva stvar, v kar verjamem, je, začnite raziskovati svoje talente. Ker vsi mi smo na zemljo prišli opremljeni z nekimi darovi, ki nas lahko nahranijo. Vsi jih imamo. In dejstvo je, da nekdo je dober v tem, da naredi, sam popravi, izumi. Nekdo je dober v tem. Nekdo se postavi v kuhinjo, skuha neverjetno, speče neverjetno. Pač različne talente imamo. Nekdo slika, nekdo poje. Veste, take talente vsak ima. Zadnjič sem govorila z eno gospo in ima ful dobro idejo. Mislim, je imela, da bo napisala knjigo. In sem rekla, wow, tega še ni v Sloveniji. In potem je šla raziskovati tržišče. In se je pogovarjala z dvema, ki imata diplomo iz psihologije, in one dve že vesta. In veste, ona me kliče po 2 dneh, reka, noš varila, jaz pišem, kar iz mene gre. Potem, ko je pa šla raziskovati tržišče, je naredila, konc z njeno idejo, te 2 pametni duši sta jo potolkli, da je to brez veze in da to ne bo šlo nikamor. Še ena druga ideja je bila leta nazaj. Bili smo na eni delavnici in je bilo tako neverjeten. Ena gospa je imela 2 labradorca in sta pred kratkim umrla. In za labradorca sta doživela, mislim, da 17 let. In jima je kuhala. In v glavnem je res skrbela za ta 2 labradorca, bila sta izšolana vodnika, psa vodnika. In je v glavnem tako neverjetno, ko je razlagala o tem, sem rekla, wow, napiš knjigo, boš videla, to bo tako šlo, ker vsi tisti, ki imamo pse, bi poskrbeli za svojega psa in bomo kupili knjigo, zato ker, ne vem, boš dala noter recepte, kako naj jaz zdaj pripravim za mojega psa, da bo dobil vse. Rekla, pa saj to vsi vejo. Ja, jaz ne vem. Jaz še vedno kupujem brikete, sicer najboljše, ampak kupujem brikete. In če bi imela neko pomagalo, bi pa mogoče res kuhala mojim psom. Veste? In je šla raziskati tržišče. Njen mož je poslovnež in je prišel do poslovnega zaključka, da se to ne splača. In ni naredila nič. Glejte, ko imate idejo, tisto idejo, ne razlagati. Ne razlagati tega vsem okrog. In te pametne duše vam bojo rekli, ja, veš, koliko je tega. To na noben kupu. Mislim, pa zakaj vam dajejo take nasvete? Se pravi, se bojijo, da boste vi uspeli. In kaj to pomeni? Da en, ki bo zlezel iz tega povprečja pomanjkanja ven, in oni so še vedno tukaj. Ali pa
recimo sploh v tem zadnjem primeru, on je tak, ima denar, njegova žena ima idejo in to pomeni, da ona bi lahko postala na koncu koncev tudi nekdo, bi živela svoje poslanstvo, tako pa pomeni, da bi lahko šla svojo pot. Zdaj jo pa on drži pod pokrovom. Tudi v redu. Lejte, govorim vam to, opremljeni ste s svojimi talenti. Dajte se loti dela tega skozi talent. Ja, če imate program, potrebo po samosabotaži, boste naredili točno to, kar je ta prva gospa naredila. Imaš idejo, začneš, pišeš. Potem pa, ker se moraš pač sabotirati, poiščeš nekoga, ki ti bo porušil, ki ti bo porezal korenine. Pa je konc s tvojo rastjo. Zato dajte počistiti podzavestne programe, kar se tiče, se pravi, denarja. Druga stvar, tukaj vam bo veliko pomočno, knjiga, Ko ima življenje žur. Počistite programe glede korenske čakre. Zdaj o tem pišem novo knjigo, je proti zaključovanju gre. V glavnem in dejstvo je, da ko boste to naredili, druga ni, kot da začnete rast. Veste, tako kot drevo, da boste lahko pognali korenine in da bo vaša krošnja zažarela. Jaz verjamemo to, da vsak izmed nas je opremljen s tem, da lahko obrodi obilje. Ampak res sem prepričana. Zato, če vidite, če odreagirate na položnice, če vas vsakič imate občutek, da imate premalo, občutek, da vam zmanjkuje, dajte počistiti podzavestne programe in druga stvar, sledite svoji viziji. To, kar imate, kar je tisto, kar sledite svoji viziji. Ja, vem, iz cone udobja je treba ven stopati. In na koncu koncev, lejte, sem bila sama parkrat primorana, da sem stopila iz cone udobja. Prvo, ko sem začela delati na internetu. Mogla sem se naučiti spletnega marketinga in seveda sem šla na tečaje, da sem se to naučila. Ker kako boš vedel, saj mi ni bilo v plenice položena, ne? Ali pa v posteljco. Enostavno to ni nekaj, s čimer sem se rodila, ampak sem se naučila. Potem, ko je prišla ta korona, mi ni bilo enostavno, postaviti se pred kamero pa govoriti. Ampak, okej. Zdaj, če ne morem imeti predavanj, pa sem tam za 20 ljudi predavala recimo, zdaj snemam videe in video pogleda več kot 20 ljudi. Veste, stopite iz cone udobja. In ja, spet pomislite, kdo bo pa mene gledal? Ja, ne vem, kdo vas bo gledal, tisti, ki je na isti vibraciji kot vi. Povejte svetu, kar imate za povedati. Dajte ven tisto dobro v sebi in začnite dodajati svetu vrednost. Nekje sem prebrala, mogoče 7 navad zelo uspešnih ljudi ali pa Skrivnosti milijonarjevega uma, v eni od teh 2 knjig, piše, da če naučiš eno osebo, boš nekaj zaslužil. Daj deliti svoje znanje. Tako piše. Če naučiš eno osebo, je super, ampak izračunaj. Zdaj pa najdi način, kako boš učil več ljudi in jim zaračunaj. Pač pomembno je, da jim tudi zaračunaš, se pravi, ovrednotiš svojo vrednost. Kar je pa pomembno. In smo pa spet tam, ker ovrednotiš svojo vrednost, pomeni, da dobiš denar in da pač ta krog steče. V nasprotnem primeru se samo trošiš in razdajaš. Tako da ja, veliko imamo dela na sebi. Dejstvo je, da smo vsi na tem potovanju, ki se mu reče življenje in da se vsi učimo. In dejstvo je, da vsi predelujemo neke podzavestne vzorce. Zdaj pa pojmo še na karte prehoda v novo dobo, da vidimo. Za vse tiste, ki želite živeti boljše življenje, ki vam je pomembno, oziroma ki je vaš življenjski namen, da naredite korak naprej, da se zgodijo spremembe v vašem življenju, 3 karte, kaj rabite ta trenutek slišati? Da vidimo. Resnica, čiščenje preteklosti in vodenje. Ti si popolna. Dovoljuj si videti jasno in videti resnico. Ta karta je povezana prav s tem obiljem sončnih žarkov. Točno to vidite, če pogledate v sonce. Točno to, 1000 barv, 1000
različnih žarkov gre proti vam in vam nosi energijo svetlobe. Počiste preteklost, to je kot elastika, ki vas drži nazaj, ker dokler ne boste počistili preteklost, v vaših možganih živi vaša mama, vaš oče, vaša stara mama, vaš starata. V vaših možganih so glasovi, ki niso vaši. Počistite. In srce vam vedno pove, kaj je resnično dobro za vas. Poslušajte vodstvo svojega srca, ker vaše srce vam bo točno povedalo, kaj je tisto, kar ta trenutek potrebujete. No in zanimivo še karta, ki je bila tukaj na vrh. Vam pripada sreča, zaslužite si jo. Zaslužite si ljubezen, zaslužite si izobilje vsega dobrega. Ker vi ste bitje svetlobe, ker vi ste stara duša, ma pa sigurno, ker smo vsi tukaj, kakšen izziv še v življenju, zato da ga pač počistimo. Tako da uživajte in dovolite, da se v vašem življenju zgodi obilje vsega dobrega.